Melhiorca in njena tihotapska malha. Že kdaj slišali za tihotapce? Nekoč, v času naših babic, so živeli tudi v Idriji taki čisto ta pravi tihotapci. Tihotapili so težko živo srebrovo rudo čez meje idrijskega gospostva, naskrivaj in čisto potihem. Tako da ni nihče nič vedel, nič slišal in nič videl. V starih časih se je tihotapcem reklo tudi kontrabandarji. Kontrabandarji. Kako se je že reklo tihotapcem? Glavni v tolpi tihotapcev pa ni bil kakšen ogromen, strašen kosmati mož, ampak Melhiorca. Ta drobna ženica je bila z vsemi žavbami namazana tatinska tolovajka in prava superbabica, ki je prinesla naokrog vse pridaniče in še samega upravitelja rudnika, mogočnega Franca Antona Steinberga po vrhu. Bi radi slišali zgodbo o Melhiorci, čisto pravi tihotapki, pravi pravcati kontrabandarici? Bi jo? Ja! Ampak najprej mi obljubite, da o tem ne boste govorili nikomur. Kajti tihotapljenje je skrivnostna in še zelo grda reč za povrhu, s katero se ni lepo hvaliti. A mi obljubite? Ja. Takole. Zgodilo se je pred mnogimi leti, ko so v naših krajih ljudem še nagajali izmuzljivi škrati in so se v soju mesečine na oddaljenih gozdnih jasah skrivaj srečevale coprnice in si izmenjavale čarovniške skrivnosti. Pisalo se je leto 1729. V teh krajih so takrat še kopali živo srebrovo rudo. Vsako jutro so rudarji veselo odhajali na delo pod zemljo in trdno tolkli, grebli in kopali, da se je do večera v vozičkih nabral velik kup rude. Rudo so nato pretopili v živo srebro in spravili v skladišča. Dokler so se polnila skladišča, je mesto bogatelo. Polni pa so bili tudi trebuhi meščanov. Vsi so bili zadovoljni. Imeli so polne roke dela. Žene rudarjev so doma pridno klekljali čipke in življenje je potekalo mirno in ustaljeno. V mestece je po opravkih prihajala tudi Melhiorca. Videvali so jo, ko je prihajala v Idrijo visoko šebrejskih hribov in vedno je bila sama. Nihče ni natančno vedel, koliko je stara. Niti ona sama ne, a bila je že vse zgrbljena pod težo svoje velike in skrivnostne malhe.
Ljudje so pripovedovali, da je v njej nosila zelje, korenje in drugo, kar je pridelala na svoji njivici. Pravili so tudi, da je priboljške prinašala rudarskim ženam, da so nahranile svoje družine, one pa so jo v zameno dajale svoje čipke. Melhiorca je vse skupaj spravljala v veliko malho brez dna, od katere se ni nikoli ločila. A kdo bi prav zares kaj vedel o Melhiorci njeni malhi? Potem pa so nekega dne veliki kupi rude začeli izginjati in nihče ni vedel kam. Trebuhi rudarskih družin so postajali bolj in bolj prazni, otroci pa vse bolj in bolj drobni, saj niso imeli kaj jesti. Kam je šla vsa ruda? Melhiorčina malha pa je vedno bolj rasla in rasla in rasla in rasla in nihče ni zares vedel, kaj vse se skriva v njej. Psst! Počasi je izginila vsa ruda. In nato je nekega dne svojo malho vred izginila še Melhiorca. Meščani so ostali lačnih ust. Še bolj kot praznih želodcev pa jih je bilo strah. Kaj poreče veliki Steinberg? Upravitelj rudnika se je vračal s potovanja. Še malo in bo tukaj, pred vrati mesta. Takoj, ko je stopil iz kočije, je Steinberg zaslutil, da je nekaj hudo narobe. In res. Zakoračil je naravnost v prazna skladišča, tam pa ni našel ničesar. Niti rude v vozičkih pred rudnikom, ničesar. Nato je cele dneve in noči taval naokrog, po rudniku, med praznimi policami v skladišču, po graščini, si pulil lase in se hudoval. Bil je utrujen od potovanja, zaskrbljen, pa tudi besen. Od izmozganosti se je sesedel. Revež ni vedel, kako naj tatovom stopi na žulje. Če ne bi bil ta gospod, bi svojo lepo, belo, napudrano lasuljo najraje zalučal v kot. Kaj naj Steinberg naredi? Ali vi veste, kdo ima vso rudo in kam jo je odnesel? Steinberg je dal poklicati svoje ovaduhe in kmalu zatem so prijeli prvega osumljenca. Ime mu je bilo Matija Koren. Steinberg ga je posadil na stol, mu posvetil svečo tako blizu, da mu je osmodil vse kocine pod nosom in ga vprašal: Kdo je ukradel mojo rudo? Matija je sprva skomignil z rameni. Steinberg je še enkrat grozeče ponovil vprašanje: Kdo je ukradel mojo rudo? Tokrat se je Matija stresel in pričel po vrsti naštevati imena vseh pajdašev. A Steinberg še ni bil zadovoljen. Še eno ime je manjkalo v uganki. Katero? Kaj piše? Melhiorca! Ojej,
Nekdo je izdal skrivnost. In na to je sledil lov na Melchiorco. Ti boš mačka, jaz bom miš, jaz bom bežala, ti loviš. Nenadoma pa. Končno so bili vsi razbojniki ujeti in kovani v verige v grajski ječi. Janez Kavčič, Matevž Kagnus, Valentin Parkavšek, glej ga zlomka, vsi sami znani idrijski rudarji. In še okoličani, brata Vit in Ivan Krivic in Ivan Lapajne. Brezvestni rudarji so živo srebro že celi 2 leti tihotapili iz Idrije. Potem so jo predali pajdašem iz okolice mesta, ki so rudo prodajali čez mejo. In pri vsem skupaj je pomagala še naša stara znanka, Marina Melchiorca. Tako, zdaj poznamo vse. Vsi so krivi. Ampak, kje je ruda? In kje je denar? Na dan so privlekli Melchiorčino malho. Končno bomo izvedeli, kaj se skriva v njej. Ojej, Melchiorca je popadal strah. Ampak samo za kratek hip, kajti bila je zelo prebrisana. Odprli so malho. V njej pa prazen nič. Ne hrane, ne rude, ne čipk, ničesar. Nato jim je Melchiorca pokazala še svojo majhno hišo. Tudi tam niso našli ničesar. Nič in nič je nič. Vse je izginilo. Medtem, ko so se vsi ukvarjali s staro Melchiorco, so se ostali tihotapci eden za drugim prav potiho odplazili iz ječe. Čisto vsi so pobegnili. In zdaj so bile prazne tudi vse ječe. Samo naša drobna Melchiorca je ostala sama samcata v veliki ječi. Tuhtala je in tuhtala, modrovala in se jezila, češ, da iz ječe vedno uidejo velike ribe, oblasti pa se zmeraj spravijo na male. Ne, to pa že ni prav. Sklenila je, da bo vzela stvari v svoje roke. Melchiorca je izginila. Ječari so jo iskali povsod. Od nje pa je ostala samo še velika malha. Tako je Melchiorca pobegnila tudi iz naše pravljice. Ampak naše zgodbe s tem še ni konec. Če želite slišati, kaj se je zgodilo na koncu, jo morate priklicati nazaj. Gledajte. Melchiorca se je na prigovarjanje poštenih ljudi kar sama od sebe vrnila nazaj pred ječarje. Toda rudniški upravitelj Steinberg je bil zaradi pobegov pošteno besen. Navihani tihotapki je požugal s prstom. Ker so bili vsi ostali tihotapci še vedno na prostosti,
si je za ubogo Melchiorco izmislil prav grozno, grozljivo, grozovito kazen. Veslanje na galejah, vžig znamenja na lice, gavge, javno sramotenje pomočnice tatov. Melchiorca v strahu začne pretakati velike debele solze in jokati na vas glas. Pomagajmo ji, saj si ne zasluži tako grozljive kazni. Če boste dovolj glasno kričali, se bo slišalo vse do glavarja in celo do Dunaja, do samega presvetlega cesarja. Ti, Steinberg, ti sam si kriv. Od sedaj naprej moraš bolje paziti na mojo rudo, da ne bo spet izginila. Mu še zabiča s gromkim glasom. Potem cesar izgine. Upravitelj je ubogal na svet in odtlej več časa preživel v mestu z rudarji in njihovimi družinami ter dobro skrbel zanje in za rudnik. S tem je bila njegova vloga opravljena. Od takrat dalje se je v mestecu vse vrnilo nazaj na prave tire in vsi so živeli zadovoljno kot poprej. Preteklost, v čas čarovnic in rudniških škratov so izginili tudi vsi meščani s tihotapci vred in tam še danes čakajo, da se spet spomnimo nanje. In naša Melchiorca? In njena malha? Ste že ugotovili, kam se je skrila naša neuničljiva tihotapka? Pravljica temelji na resničnih dogodkih. Zapise o procesu hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota Idrija in Štajerski deželni arhiv v Gradcu. Marina Melchiorca iz Šebrelj je bila ena izmed obtoženih v procesu proti tolpi tatov in tihotapcev, ki se je v Idriji odvijal v letih 1729 do 1731. Usoda njenih pobeglih tovarišev v zločinu ni dokončno pojasnjena. Nekateri pravijo, da so jih po letu dni vendarle ujeli. Tudi njena usoda ostaja neznana. Vsekakor se je plemeniti Franc Anton Steinberg kot idrijski rudniški upravitelj znašel v veliki zagati. Nadrejenim je potožil, da tokratni proces proti tihotapcem presega njegove moči. Nemara še posebej zato, ker je bila vanj vpletena ženska.